Za nami so promajske počitnice, ko so se Slovenci z otroki odpravili na oddih, Slovenci brez otrok pa smo se dejansko oddahnili, ker nimamo otrok. Nekateri so imeli srečo, da so njihovi izleti potekali nemoteno, drugim pa se je zataknilo že, ko so prišli v hotel, hostel ali apartma. V današnjem top 5 pa pol si bomo pogledali 10 znakov, da ste dopust preživeli v slabem hotelu. Prvi znak, da ste v slabem hotelu je, če vas receptor na recepciji pozdravi z vse... Boljš ne znam. Drugi znak, da ste v slabem hotelu. Ko zunaj dežuje, vam pa dajo vedro in vam rečejo, danes ste umivali pa svežo vodo. Naslednji znak, da ste v slabem hotelu. Ko vam dajo koktejl Sex on the Beach, noter pa plava uporabljen kondom. Naslednji znak, ko reševalec iz vode v hotelskem bazenu nosi rokavčke. Znak številka 6, ko ima smuti za zajtrk isti okus kot zrezek od prejšnje večerje. Pejmo na naslednji znak, da ste v slabem hotelu, ki je, ko ob odhodu iz hotela s seboj ne morete vzeti šamponov, mila in brisač, ki jih je vse ukradla že čistilka. Znak številka 4, ko je hotelska restauracija samopostrežna, natakari pa te prosijo, če še njim naložiš. Naslednji znak, da ste v slabem hotelu je, ko vas na recepciji vprašajo, če ste pospravili za seboj. Številka 2, ko si za večer najel umazano čistilko, pa pride pa ti sobo spuca. In še številka 1, ko vas pri check-outu vprašajo, a je bilo kaj goriva. Hej, preden greš, klikni tukaj in se naroči na naš YouTube kanal, imamo pa tudi TikTok, Instagram in Facebook, tako da le urno.